Najprej naj poudarim, da poročanja glede vohunjenja ene od evropskih poslank moramo vzeti skrajno resno. Upam, da bo preiskava zadevo razčistila in da bodo preiskavi sledili konkretni ukrepi. V nobenem primeru pa se ne moremo pretvarjati, da vmešavanja tujih držav v naše demokratične procese ni. Je. In metode zato so vedno bolj sofisticirane. Današnja debata je sicer posledica informacije o vplivu ruskih tajnih služb na eno od naših kolegic, ampak problem je bistveno večji. Spomnimo se afere Ibiza, ko so skrivoma posneli takratnega voditelja avstrijskih svobodnjakov. Spomnimo se ruskega posojila francoski nacionalni fronti Marine Le Pen ali poročila ameriških obveščevalcev, da je Rusija porabila vsaj 300 milijonov dolarjev za financiranje političnih strank po vsem svetu. Vse to se še vedno dogaja in ne prihaja samo iz Rusije. In nič kaj nenavadno ni, da so za te prakse najbolj dovzetne ravno nacionalistične skrajno desne stranke, ki so ironično za malo denarja in boljši volilni izid pripravljene delovati proti svojim nacionalnim interesom. Takšno je stanje trenutne desnice. Žal, začnimo razčiščevati tudi tu in postavimo neke vsaj minimalne standarde.